En lep pozdrav, dobrodošli v zdaj že 13. epizodi podcasta Inspiracija. V tokratni epizodi bi rada z vami delila eno zanimivo temo, ki se mi zdi, da je kar aktualna v zadnjem času. Predvsem pa je meni osebno aktualna, ker se s to temo že kar nekaj časa ubadam in se mi zdi, da sem prišla do enih spoznanj, ki bi jih rada delila z vami. Naslovila sem tokratno epizodo kar Ko si drznem reči ne. No, moje življenje je zaznamovalo v zadnjem času ravno to izkušnjo, ko sem začela govoriti tale ne. In moram reči, da je to zame osebno zelo zanimiva izkušnja, predvsem zato, ker sem imela veliko časa oziroma ker sem veliko, bom rekla, večino svojega življenja, posvetila kimanju, odobravanju, strinjanju. Že po naravi sem taka, da si želim, da bi se vsi imeli radi, da bi vse štimalo, da ne bi bilo konfliktov, in se mi zdi, da na tak način sem precej konfliktov in svojih nejev potlačila, kar me je seveda potem v življenju temu primerno tudi vodilo v določene situacije, odnose z ljudmi, ki so to seveda s pridom izkoriščali. Ampak jaz pravim, vse to je del učenja in vse to je del dvojnosti življenja in raznoraznih lekcij, ki te pripeljejo do tega, da v bistvu začneš ločevati, kaj ja, kaj ne, ko ti postane vse bolj kristalno jasno, ker si izkusil na svoji koži, kaj to pomeni, ko ne rečeš ne, kam te je to pripeljalo, in včasih te mora pripeljati res na dno ali pa do nekih skrajnih situacij, da dojameš, okej, tukaj sem šla pa malo predaleč s tem svojim kimanjem, strinjanjem, diplomacijo, ki je seveda do neke mere definitivno dobra, da ne sprožamo nekih nepotrebnih konfliktov, ampak da se konflikti rešujejo na lep način, seveda, ampak da ni nič narobe, če so konflikti. Jaz sem imela dolgo časa s tem težave, da sem se sprijaznila, da pač konflikti so in da mi ni treba gladiti te konflikte, da ne bi do njih sploh prišlo, da so vsi okoli mene okej, na račun moje lastne energije, na račun mojega lastnega počutja. Zelo me je zbudila ena izjava ene kolegice že v bistvu pred leti. Tole, kar se tle kadi, verjetno vidite moje kadilo. Ene kolegice, ki je mislim, da je bilo to že kar 10 let nazaj, ne moram verjeti, že toliko časa, ja. Ko je rekla, prosila me je za en intervju, če bi želela za eno revijo narediti pač intervju, pa sem rekla, ja, seveda, ne, zakaj pa ne. Ko sem takrat še veliko nastopala kot kantavtorica, in ko je ona rekla, Erika, ti v bistvu nikoli ne rečeš ne, a ne? Jaz tako, oziroma, ali da me ni slišala še nikoli reči ne, nekaj takega. Tisti trenutek, prvi trenutek, niti nisem nekako dala pozornosti tej izjavi, potem pa vse bolj razmišljam naslednje dneve, kakšna izjava. V bistvu me je ful globoko zadela ta izjava. Nikoli ne rečeš ne, še nikoli te nisem slišala, da bi kakšni stvari rekla ne. To je rekla s tako energijo, da me je v bistvu res zadelo, in kmalu sem dojela, da to ni bil ravno kompliment, na nekem nivoju mogoče ja, ampak takrat sem se globoko zamislila, in ko zdaj nazaj pogledam, je bila v bistvu to čista resnica, ne. Nikoli si nisem upala reči v bistvu ne, ker sem si tako blazno, močno želela, da bi me ljudje imeli radi, da bi bila sprejeta, da obenem, ko sem potem ozaveščala za nazaj, tudi šla v otroštvo, sem ugotovila, da je v bistvu ta pomanjkanje te moči, da bi rekla ne, izhajalo tudi iz tega kaznovanja skozi otroštvo, ko sem pokazala jezo, ne, ker jeza je, vsaj sploh pri puncah se mi zdi zelo nezaželeno čustvo. Vedno sem igrala tisto pridno, nasmejano punčko, prijetno, ki se dobrika, in moj ta obrambni mehanizem je bil predvsem ta, bolj ko se ne počutim dobro, bolj ko se ne počutim varno, ko sem negotova, še bolj ugajaj, ne. To je bil nekako moj, bom rekla, podzavestna mantra, še bolj ugajaj. In seveda
to se je potem poznalo tudi v mojih odnosih, v mojih odločitvah. In tako da ja, no, od tega dogodka naprej sem začela, pa se pravim, od te izjave naprej dosti bolj ozaveščati, kaj zdaj to pomeni zame, ne. Zakaj nikoli ne rečem ne. In praktično me je bilo celo življenje strah biti nevšeč ljudem, strah pokazati svoj pravi obraz, pokazati svojo jezo, pokazati svoje nestrinjanje, ker je bil seveda tudi strah pred preživetjem, ne. Zdaj, če je moj obstoj nekako bil odvisen od tega, kakšen je moj odnos do ljudi, oziroma da sem nekonfliktna, da me bodo ljudje sprejeli samo takrat, ko bom, to je bila pač moja predstava takrat, ne, ko bom ko bom samo kimala, ne, potem ja, je bil to pač zame takrat upravičen strah. Ampak se pravim, ravno zaradi tega sem potem ugotavljala v življenju, kaj me ruši, kaj me gradi. To je ta čar življenja, no, ta dvojnost življenja, ki te pripelje pač v različne situacije in enostavno pride trenutek, ko potem to spustiš in začneš s polnim korakom stopati po svoji poti, vse ostale preizkušnje so pa le bežen spomin, in ja, zanimivo, no. Torej, to je ta en aspekt, no. Drugi aspekt je to, da sem začela v bistvu ozaveščati še bolj, kaj pomeni ta ne v meni, ta krik, zakriti krik, prikriti krik, potlačen krik, ta ne. Ko je začela moja hčerka močno izražati ta ne, ja, ona je zdaj v tem obdobju, ne, ko ima to protivoljo in seveda se postavlja zase, išče sebe, svojo identiteto gradi in sprva me je, moram reči, zelo šokiralo, ne, kako saj, ne, moja hčerka bo pa ja takšna, kot sem jaz, ne, pač vljudna, prijetna, ne, vedno se bo rada z vsemi igrala, vse ji bo štimalo, če jo bom jaz tako učila, ne, in ko je ona prvič, ko se spomnim tega občutka, prvič jasno izrazila svoj ne, brezkompromisno, brez debate, v neki situaciji, v nekem odnosu, je mene streslo, ne. Tista groza, tista frustracija, kako si lahko taka, saj te ne vzgajam tako, ne. Bilo mi je neprijetno, ne, kako bo druga stran zdaj odreagirala, bilo me je sram, ne. Ampak seveda toliko že ozaveščam stvari, zavedam se razvoja otrok, da mi je bilo jasno, da to nima v bistvu nobene osebne veze ne z mano, ne s to situacijo. Ampak mi je bilo pa zanimivo, no, kako mi je pomagala v bistvu izraziti ta svoj ne v tistem trenutku, tudi moj ne. Ker sem tudi v tistem trenutku, v tej določeni situaciji, okoliščini, tudi sama čutila ta močan ne. Ampak si ga nisem upala izraziti. Ona si ga je. Tako da to sem še bolj ozavestila, kaj to pomeni, no, da so otroci v bistvu naši učitelji, ne obratno. Če mu le slediš in si res pozoren in prisoten starš in ja, v bistvu me je osvobodilo to. Prav pozorna sem bila, kaj bo zdaj to vse zgodilo, in v prvi fazi sem bila seveda jezna, ne, kako lahko se tako obnašaš, ne, ampak seveda to se je vse dogajalo znotraj mene. Ampak potem, ko sem to sprejela, seveda to je tvoj otrok, sprejmeš ga, razumeš, da je to razvoj, razumeš, ne, situacijo, in ko sem to sprejela, se je naredil v meni prav tista osvoboditev, čustvena osvoboditev od te situacije, v kateri si v bistvu sploh nisem želela biti z njo in sem z lahkoto rekla adijo, se tudi čustveno odvezala od določene situacije in sem rekla, kako bi bili v bistvu odnosi preprosti, če bi sprejemali v bistvu tudi ta ne, ta pošteni ne, svoj ne, ko sebi rečeš da, bi bilo življenje dosti lepše in dosti lažje. Ne, ker včasih si želimo, rinemo v neke situacije, ki mogoče sploh niso za nas, ki nam niso namenjene, ki si v bistvu ne želimo,
pa nekako ne znamo presekati, ne znamo reči temu pač preprosto ne. Lahko je ta ne čisto spoštljiv, lahko je tudi odločen in seveda bo reakcija na drugi strani. Tudi v najinem primeru je bila ta reakcija na drugi strani. Ampak nekako sem se čutila kljub temu osvobojena. Zavedala sem se, da sem stala za svojimi občutki, da sem ohranila svojo integriteto, da nisem spet postavljala kompromis svoji integriteti, da nisem nekako zatačkala, rečemo, ali pa potlačila tega, kar v resnici čutim. Ne? In to je najbolj pošteno, a ni, do ljudi. To je najbolj pošteno. Tako da sem vesela, no, da me hčerka to uči, ki je tudi tak karakter, ali pa bom rekla, odseva tisti del mene, ki se pri meni nekako zaradi vseh teh pogojevanj in programiranja mogoče ni izrazil, pa se zdaj vse bolj izraža. In moram reči, kaj je rezultat tega? Ohraniš svojo energijo, dosti bolj si ljubeč do sebe, do drugih zaradi tega, in več lahko nudiš, več lahko daš. In mislim, da je to največ, kar lahko imaš, no? In kar lahko si. Tako da je res pomembno, no, da smo zvesti sebi, da znamo začutiti v svojem telesu, v sebi, kdaj res nečesa ne želimo in to tudi izrazimo. In da se ne bojimo rezultata tega v smislu reakcij na drugi strani, ker reakcije seveda bodo, saj tudi sama sem taka, ko mi nekdo recimo reče ne, tudi ko je recimo hčerka me reče ne, ali pa kdorkoli drug. Če imaš človeka rad, boš seveda ta ne sprejel, skušal boš razumeti, potrudil se boš in tudi upošteval ta ne, spoštoval ta ne. In to je to. Ne? Zdaj, če pa seveda ljudje pa reagirajo, ne? Reagirajo, ko ti narediš nekaj drugače, seveda reagirajo, ne? In na to moramo biti pripravljeni, ampak ta strah pred to reakcijo naj ne bo razlog, da ne izrečemo ta ne. Ker to naredimo dobro tudi drugemu človeku, čeprav se mogoče tega ne zaveda v tistem trenutku, ko sliši ta ne. Ampak samo na tak pošten način bomo lahko gradili poštene odnose in lepe odnose, tudi z zdravimi mejami. Ne, včasih sem tudi jaz mislila, da če bom nekomu postavila mejo, to pomeni potem konec odnosa. Ne? Ampak tisti odnosi, bom rekla, ki so namenjeni, odnosi z ljudmi, ki vas imajo radi, take kot ste, ki vas poznajo v vašo bit, bodo sprejeli tudi vaš ne. Tisti, ki ne, pa pač bodo odšli, ampak tudi prav je tako. Ne? Se ne rabimo siliti v neke odnose, za katere čutimo, da nam niso namenjeni. Tako da to je eno tako spoznanje v teh letih zadnjih, do katerega sem prišla in verjamem, da se tudi pri vas dogaja podobno, no? To so take večne teme. Tako da čim večkrat izrecite ta ne, ko čutite ne, na tak način ohranjate sebe, ne izgubljate sebe. Tako da pogumno v odnose, bodite iskreni do sebe, življenje bo vedno poskrbelo za vas, ko boste iskreni do sebe. In do drugih seveda, posledično. No, to je bila ena od teh tem, ki sem jih želela deliti z vami. Če imate tudi vi kak komentar na to temo, seveda vedno vabljeni, da kaj komentirate na mojih socialnih omrežjih, vedno sem odprta za debate na takšne teme in upam, da vam je tudi kaj pomagalo, da boste tudi v vaših odnosih mogoče v prihodnjih dneh, tednih, mesecih kako drugače reagirali. In seveda ohranite nežnost do sebe, do drugih in nam bo vsem skupaj dosti lažje, čeprav je kar, bom rekla, zahtevno obdobje tukaj z nami, pred nami. Tako da hvala, ker ste poslušali do konca in se vidimo v naslednji epizodi. Srečno!